Imamo eno vprašanje preko Facebooka, in sicer morda za vodjo projekta, zdaj zakaj, verjetno je najbolj na mestu, da odgovori na to, in sicer gospod Judito Podgornik-Zaletel iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zanima kot predstavnica spomeniško-varstvene službe za varstvo kulturne dediščine, ali so posamezni ostanki na terenu naša, torej vsesplošna slovenska kulturna dediščina, in ali je primerno, da jih ustrezno varujemo in ohranjamo. Prosim, Božo. Kar zadeva pa to varstvo kulturne dediščine, je seveda tukaj precej neodgovorjenih vprašanj, ki si jih zastavljamo tudi sami, zastavljajo si jih lokalni muzeji in vse druge pristojne inštitucije, tudi lokalni zavodi za varstvo kulturne dediščine. Namreč večina tega, s čimer se mi ukvarjamo, ni zakonsko zaščitena. Torej, ostanki meje, mejni kamni, bunkerji, bodeče žice in podobne stvari niso zaščiteni. Mi smo iskali sicer neformalno odgovor na to, ampak odgovor je pravzaprav v tem, da se torej pristojne službe otepajo tega, ker tudi ne vedo, prvič je to ena ogromna zadeva, prej ste slišali, koliko kilometrov meja je, torej čez 660 kilometrov meja, in torej prvič je vprašanje, ali se to da sistematično na nek način sploh popisati. Mi smo k temu veliko prispevali, ni pa seveda še vse. Drugič, na kakšen način zaščititi. Tako da to je stvar, mi smo seveda na to opozarjali pristojne inštitucije, ampak to je stvar zakonodajalca, da se odloči, ali bo te ostanke zaščitil, in konec koncev tudi lokalnih skupnosti, ali jih ne bo in če jih bo, na kakšen način. Sedaj je pač to, bom rekel, prosto dostopno. Nekaj je uničila narava, nekaj uničujejo ljudje, recimo gozdarji, kmetje, ko pač sekajo gozd ali izpulijo kamne zato, ker so moteči pri košnji trave in podobno. Vemo, pokazali smo cel kup raznih primerov, kako so recimo mejni kamni vdelani v ograje, tudi tukaj v Ljubljani, ali v stopnice in podobno. Precej tega imajo lokalni zbiratelji, se pravi v zasebni lasti, tako da tukaj nekega enotnega sistema ni in tudi jaz pravzaprav nimam odgovora, kako to zaščititi. Ponekod so ljudje organizirani, obstajajo društva, ki se s tem ukvarjajo, ponekod pa seveda ne, in je to pač ne. Vsekakor to je ostanek kulturne dediščine, idej, kako to zaščititi, kako oživiti, je veliko, tudi mi smo dali nekaj predlogov, tudi za Ljubljano, recimo, za stolp, da bi ga oživili, nekatere so take, bi rekel, bolj zabavne. Miklavž Komelj je predlagal, da bi ta stolp nemški obnovili in tam imeli recimo neke literarne večere, ampak nekatere so pa bolj resne pobude, samo to pravzaprav ni v naši moči. Mi smo problem spravili, kako bi rekel, v razpravo, je pa zdaj stvar drugih, da to pristojnih inštitucij, da to uredijo, če se bodo za to odločili. 1, 2, 3, če ne, Blaž? Jaz bi imel eno vprašanje, in sicer čisto tale podoba, se pravi meje nemško-italijanske, pa me zanima, jaz imam v spominu sicer tudi iz časa prve vojne, da se pojavlja, se pravi, da so bodečo žico pletali v takih kovinskih nosilcih, ki ima en ta prašičji rep. Se tukaj tudi na terenu še opaziti tudi iz časa druge vojne ali ne? Bo kdo posebej odgovoril? Ja, mogoče lahko jaz odgovorim. S Petrom sva prehodila kar nekaj slovenskega visokogorja
In prelazi v Biskogorju so bili na nemško-italijanski in okupacijski meji ožičeni in tam gor še najdeš te kovinske nosilce, kot si ti rekel, s tem prašičjim repom. Tako da ja, tega v Biskogorju še najdemo. Še kdo? Še kaj? Povsod je rdeča luč. Če ne, pol v bistvu jaz za par stavki nekako zaključim to današnje naše druženje. V bistvu smo lahko danes poslušali in predvajali, ne, ali organizator ali referent, 11 referentov, ki so, mislim, da vsi prinesli poslušalstvu nekaj novega. V bistvu smo prvič člani projekta sodelovali v tovrstnem spletnem simpoziju, kar je bilo za vse nas vsekakor nekaj novega. Torej, tako za predavatelje, predvsem pa za organizatorje. In v tem oziru se vsem poslušalcem opravičujem v imenu organizatorja za nekaj manjših težavic, ki generalno gledano niso bila nič večja kot na navadnem kakšnem simpoziju, ki smo jih že dali skozi. Generalno pa lahko rečem, da vsekakor dam jaz osebno zelo pozitivno oceno naši v bistvu današnji skupni izvedbi. Še nekaj stavkov za zaključek. Danes je že predstojnik oddelka za zgodovino, kolega docent dr. Mlacovič, omenil, da je ta naš projekt, ki je v bistvu, torej današnji simpozij je rezultat projekta okupacijske meje in da je v bistvu eden najpomembnejših na oddelku vseh časov. Vsekakor se strinjam s tem in dodajam še, da je brez pomisleka najbolj produktiven projekt vseh časov. Zdaj, slišali smo že pri kolegu Balkovcu, da smo imeli obilo razstav in sicer res 5 razstav lokalnih in eno, ta glavno, torej razstavo. Zraven tega je treba povedati, da je še ena že pripravljena, torej razstava v Murski Soboti. Vsega skupaj smo imeli preko 30 postavitev širom Slovenije. Samo do zdaj lahko govorimo že o dobrih 300 vpisih v SIKRIS naših članov projekta, torej z dosežki, rezultati vezanimi na projekt, ali so to monografije, ali so to znanstveni, pregledni, strokovni članki, predstavitve izsledkov na simpozijih in tako naprej, tudi diplome naših študentov. Torej, že sedaj vemo, da v bistvu ti rezultati prihajajo z določenim časovnim zamikom in da bojo nekako glavni rezultati oziroma še prihajalo vsaj še kakšno leto ali 2. In že zdaj je zelo velika številka naših v bistvu rezultatov projekta. Naredili smo preko 250 intervjujev, vsi so posneti. Skupnega materiala imamo preko 60 ur, v bistvu lahko rečemo, da nas delo šele čaka. In iz vsega povedanega sledi, da smo nekajkrat presegli že v začetku zelo pogumno zastavljene cilje. Torej, pomembno je povedati, da smo že v začetku bili zelo ambiciozni, ampak da so rezultati vsekakor večkratnik načrtovanega, željenega dela. In zdaj, zakaj, ne? Zakaj smo bili tako, oziroma zakaj smo tako uspešni oziroma produktivni? Bili smo zelo različna, a v bistvu homogena ekipa. Izkoriščali odlično smo interdisciplinarnost in kombinacije različnih metod dela. Po moje najpomembnejši razlog je to, da smo člani projekta lahko v sklopu teme si izbrali raziskovalne vrtičke. Torej, večina nas je tako lahko raziskovalno delala oziroma je lahko delo povezala z nekimi subjektivnimi, večinoma družinskimi vzgibi. Tako smo lahko raziskovali lastne družinske zgodbe in iz tega vemo, da zna zadeva toliko bolj potegniti in v bistvu je rezultat toliko močnejši. Zanimivo pri vsem tem je, in kar v bistvu nakazuje tudi na to, da je okupacijskih meja bilo veliko, da je v bistvu vsak med nami imel neko družinsko vez z medvojnimi stiki z mejo. Naj je to šlo za raziskave v Beli krajini, ob Sotli, na Dolenjskem, Prekmurju, Ljubljani, torej kjerkoli na mejah, kot smo lahko ugotovili. Ključni razlog, da smo lahko raziskovali seveda v vseh svojih vrtovih oziroma vrtičkih, včasih niso bili zgolj to vrtovi, ampak so bile že kar take lepe njive, je pa v bistvu vodja projekta, ki nas ni oviral,
ali usmerjal po njegovo, oziroma tako, kot bi si on želel, temveč nam je popolnoma pustil prosto izbiro. A je bil kljub temu vedno pripravljen na svetovanje oziroma pomoč, če smo to potrebovali. Verjetno se boste vsi vpeti v naše delo na okupacijskih mejah strinjali, če za zaključek rečem, da je v bistvu bilo resničen privilegij delati na tem projektu. S tem bi rad v bistvu zaključil oziroma zaključujem današnji simpozij in se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje vsem sodelujočim, pa seveda tudi poslušalcem na drugi strani. Končali bomo tako, kot smo začeli, in sicer z glasbo. Za začetek nam je zapel, zaigral naš kolega z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Mitja Ferenc, zaključuje pa Darko Nikolovski s komadom Partizan. Hvala za druženje.